Sem najprej pomislil, da sem našel odličen avto za nadaljevanje filma Italijanska misija. Se veste, da je nekako v tem novodobnem duhu. Ampak sem potem kmalu ugotovil, da mogoče pa ne. Evo ga, Mini Cooper S E. Saj se najbrž spomnite, kako so se z Mini preganjali po mestu, njihovi prtljažniki pa so bili polni zlatih palic. No danes, ko se vse vrti okrog elektrike, bi bila najbrž to lahko dobra alternativa. Ampak kaj pa narediš, če ti zmanjka elektrike, zamenjaš zlato palico za jugota? Kaj pa, če tebi goriva zmanjka? Kaj boš pa potem? Še ena filmska fora. Sem že večkrat rekel, da sedaj vsi delajo električne avtomobile z vedno večjimi baterijami, skoraj nihče pa ne pomisli, da bi morali biti ti avti tudi zabavni. Vsaj nekateri. Večinoma so precej dolgočasni, čeprav kar dobro pospešujejo. Ampak sedaj vozim Mini Cooper S na elektriko in če me še ta razočara, potem se neham ukvarjati z avtomobilizmom. Vedno govorimo, da se Miniji odlično peljejo, da so direktni in zabavni. Ok, mogoče vsi po vrsti v ovinkih malo preveč rinejo čez nos, če pretiravaš, ampak so vseeno zabavni. In lahko potrdim, da je zelo fajn tudi tale, čeprav pod pokrovom ne brni nič bencinskega. Evo. Elektromotor ima 136 kW moči oziroma 184 konjičkov in 270 Nm navora, ki je na voljo takoj. Zato tole kar konkretno leti. 7,5 sekunde potrebuje do 100, ampak bolj presunejo takšna umestna pospeševanja, kot v bistvu pri vseh teh električnih avtomobilih. Evo, ovinek. Pospešimo! Okay, ja, v bistvu se pelje zelo podobno klasičnemu, težišče je nizko, ker je baterija tukaj le pod menoj, še vedno je tole zelo zabavna reč. Pri Miniju pravijo, da namenoma niso želeli vgraditi prevelike baterije, ker ima povprečen lastnik itak doma še en večji avto in jim doseg ni najpomembnejši. Zato ima baterija le 32,6 kWh energije, kar ne bi bilo po standardu WLTP dovolj za 230 km doseg, ampak takole v praksi vidim, da je za kakšnih 180 km, no, odvisno, koliko se boste dejansko zabavali. Jo pa boste lahko polnili z do 11 kW na izmeničnem toku ter z do 50 kW na enosmernem in tako bo v dobre pol urice polna 80%. Edino kabel si bo treba dokupiti v avto, je samo takšen za polnjenje do 3,7 kW moči. Tudi cena se mi zdi zanimiva. Od 33 400 € naprej je po odštetju subvencije, to pomeni, da ga dobite za manj kot 26 000 €, kar je celo 500 € manj kot stane klasični Mini Cooper S. In tukaj dobite še samodejni menjalnik, ki to v bistvu ni, no po domače ne rabite sami predstavljati. Mogoče tudi zato ta avto ni primeren za italijansko misijo ali pa za film Čitri in drzni, ker sploh ne bi mogli posneti tistih kadrov, kjer imajo avto vsaj 30 prestav. No, vseeno ostajamo v avtomobilizmu.